Dobro jutro in dober dan, pravzaprav ni več kot jutro, tudi zdajle za mene. Moram pa vam najprej reči, da sem se odločil, da bom vam dal kar malo playliste od zadaj muzike, tudi video spoti, ne? In tale je naš Pešutov Magnifico, ki na prazniku, kulturnem prazniku v Cankarjevem domu pije, kako se trebuhi rede. Dajte si poiskati sami, to je uživo. Berti žrejo pa pijejo in tako ponovno. Družbica precej vroče postaja, če dalje bolj, jaz meni se zdi, da vroče že ves ta čas, ampak očitno ne še dovolj. Ni bilo dovolj, zdaj pa počas je, ne, zdaj vsake volitve, včeraj sem omenil volitve malo ven črve pokažejo, no, te false prophet, o katerih govorim, farizeji, torej glasniki lažni, torej ki so neke vrste prinašalci luči, pol te pa zapeljejo napačno potko, ne. Zdaj, zoprno pride, ne, mi smo rekli imena, dajmo malo počas, pa zdaj pa imena. Jaz ves čas govorim imena, ne, ker ne še, ampak bo treba z imeni, ker zdaj pa tega dost. Ne bi meni je odbor sprejel. Ime pa priimek tega, ki je na plačilni listi. Ne piše odbor, ampak piše točno ime, priimek, številka, davčnost, ne vem katera še. Vse to piše, ta imena mi hočemo, ki so podmazana, ne. Žal na nedeljskem live smo imeli Umrla je država od Šifrerja, kjer se sprašuje Šifrer, kaj bomo z vsemi ljudmi, ki delajo za državo. Ko umrla bo država? Kako se farom trebuhi rede. A ste vi opazili, da sem se pa polepšal, da sem se malo pomladil, da sem si brke obril, pa brado sem si skrajšal, pa še lase sem si kar z enim klinenim šamponom opravil. Ne vem, če mi paše, po mojem bom jaz kar na vodo naprej, mi bolj sede. Boli vas briga, se brijem ali ne. Ne, ja, imena ven, no, te volitve priplezajo, kar nekaj ljudi se je zdaj spet pokazalo, kdo kam kaže, kdo kam rine, kdo kam zateguje. To človeštvo, ker človeštvo se mora otresti zla, ki je bilo zapakirano v obliko vladavine in kompletnega, kako se reče, farmakomafija in kompletni sistem, vse to je delovalo proti človeku v polni obliki. Še enkrat, mi smo hudo dobra svetlobna bitja, by the way, ta človek je s škarjami odšpilal cel komad, na škarje je imel, ne, je treba rezati, bo treba rezati, ker je kriza, a ne, zdaj so bilo to dobro, mi je všeč, ker je folk začel dogajati, v tej krizi je treba narediti reze, pa giljotina na sliki. Ja, zaradi tega, ker se ti, ki so prežeti z zlom, obnašajo tako, da si zaslužijo eno konkretno batino direktno betino. Sam mi tega ne počnemo. Znajo nam živce dvigovati, vendar, make no mistake, ne naredi nobene napake in ne se nikoli spuščati v to vrsten konflikt z polaganjem pesti. In ko sem že glih do pesti prišel, imam en dober zapis. Ni potrebno, da je na človeka kadarkoli položena roka. Dovolj je, če v prevajalnik sem si dal, ja. Naučil sem se, da ni potrebno na nikogar položiti roke, da ga uničiš. Ponavljajoče, krute in grde besede ter dejanja so dovolj, da razbiješ človeka in vplivaš na njegovo prihodnost. Gre za umor s čistimi rokami. Se zastopimo, umor človeka pomeni, da ga spraviš na psiho, da ga psiheraš. Temu se je reklo, mislim, da tudi mobbing, ampak za namerno ustvarjanje stresa pri nekomu bi jaz želel narediti neko kazen, a se strinjamo. Zaradi tega, ker stres so nam delali v izi, pa noben jim za to nikoli nič odgovarjal.
ampak to so psihoze težke, ko človeka pripelješ do te točke, da te pritegne z lopato po betini in pol je seveda kriv tak, je z lopato pritegnil, ne ki je psiherov. Ne? In to načeloma uradnih inštanc ne zanima. Ti sam roke ne smeš dvigati. On pa lahko psihera. Tako so delali te gnide zlobne, ki zdaj se jim maske topijo na frisih. Dobesedno, jaz sem že omenil večkrat, jaz jih vidim tudi, kadar je človek enkrat grd noter, tudi na ven rata grd in ne moš ga več sprejeti, da je lep. In ta človek je v bistvu čedalje bolj se izkazuje bil ego oziroma temačni, umetni ego, umetna maska na ven, lepa od zadaj pa v bistvu grdobija. In kaj enkrat ti spoznaš, da je grd in to je ta razlika, oni so 3D, tridimenzionalni svet, mi pa prehajamo v tisti svet, kjer mu rečemo 5D, kjer bomo vžgali predvsem čutenje, vendar niso še vsi, bom rekel, dovolj evolucijsko napredovali, da bi lahko čutili, ne? Oziroma so se nekateri prodali, očitno. Zdaj, kako čistočno stvari grejo, ne vem. V tem trenutku imamo ljudi, ki imajo dušo in srce in rastemo, vsi, ker gre za proceduro, proces, zaradi tega ni datumov, kaj bo, kdaj bo Trump, kaj bo. Gre za proces v vsakem posebej, da se odpre to njegovo sonce, da se sonce odpre, so pa ta moja neka navodila, smernice, pa ne samo moja, preko mene, glasbe, zapisov in tako naprej, plus še kaj iz neba prileti, kakšna misel se mi utrne, utrgana zvezdica zaspanka, ne, utrnjena, utrjena, igre besed so super. Hotel sem omeniti, da bom pa kar prebral. Danes je dan suverenosti, kjer ta vladavinski aparat vlada suvereno, samostojno. A ja? Saj se zastopno ne gre za to, da smo mi samostojni pa neodvisni, ampak oni neodvisno vladajo in samostojno brez nas. Ko mi razlagamo, ko jaz zatrjujem, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, pa pol pride komentar nekoga, ki je zelo modro razmišlja in pravi, tole pa ne drži. Bravo, res je, ne drži. Dajmo se pa zavedati, da smo mi tisti, ki jo imamo, ne pa oni. Ne? Tu piše v ustavi, zapisano na papirju piše, da je naša. Zdaj si jo moramo mi pa vzeti, pa te strice malo porezati in vratove oziroma zategniti. Oni so rekli zategniti pasove, jaz sem pa zato, da se zategne zanka na vratovih. S konopljenim pripomočkom imenovana konopljina špaga, pa ne visijo, ker je dosti tega sranja, a veste. Tudi za sedeti ni, a veš, da bi dal v keho sedeti. Jaz sem strošek. Bož, da oni obvisijo in se jim zategne te zanke, oziroma da se naredi konkretne reze. Ne, mi se moramo zavedati, da so te barabe, pijavke, hudičeve zažrte na vsakem koraku. Jaz recimo, precej imam interakcije z ljudmi tako in drugačno, ampak pravijo mi ljudje stari, mislim zdravstven dom, pa kaj jim je, pa za vsako stvar se obnašajo, kot da so bogovi, pa maska gor, pa maska dol, zastopaš, pa itak ne delajo te maske, noč kaj so zdaj to za norme in polja, pa zdaj pa kartico morate sem dati, pa ne smete kartice, kje pa kam greste zdaj, mislim, taka vehementna, mi smo, ne? Jaz sem tudi zdravstveni tehnik, gre za to, da si pomagamo, valjda, ampak to, kaj se pa dogaja zdaj v zdravstvenih domovih in v javnih zdravstvenih ustanovah, to je pa too much. Jaz ne vem, nisem bil na občini ali pa tako, da mogo biti na upravno enoto, ama po mojem bi se mi tam tudi zakisali, da mogo zdaj kaj urejati, kakšne birokracije. Tam so vsi narejeni samo na tiskaj njegovo, za ostalo ga ne briga, se pravi ta oska usmerjenost. Ideja človeka je, da smo široko razgledani. Ne rabiš biti strokovnjak, ne rabiš biti pek, ti moraš rad kruh peči v tem kontekstu, ne rabiš biti ti avtomehanik, ampak še zmeri pa lahko, ne vem, napumpaš gume, ne vem, pa olje doliješ. Ne rabiš biti čistilni servis avtomobilski, lahko še zmeri si avto posesaš. Tako malo hočem nakazati, vse smo vsi strokovnjaki za vse.
razen primarij, doktor, magister, 3 krasne materne, on pa ne zna na avta, ne posesati, ne kruha zamesiti, ne vem, kako mu gre v makaroni. Mogoče zna na roštilj flikam, da mu žena vse poštima, on pa zdaj je hud, je obrnil. Ne, pa še tisto je pol žilov. Ok, dan suverenosti je danes, ampak ni prej dan za nas, ki ne za rajo, ki mora delati, a ne, to ni prej. Imajo pa politkarji, pa ti jajčari, pa oni pa imajo komemoracije, pa procesija, pa dogodek, pa povabljeni, pa shodi, pa večerice, pa ne vem, druženje, pa tako, a ne, ker so pač suvereno sprejeli oblast v svoje roke in gonijo, ne. Zdaj, ti rezultati volitev so tudi nori, a ne. Vse pa vemo, da so ukradene vse volitve, da naredijo glih kar čijo, je ta musar na Bledu že bil pofočkan. Bila pofočkana. Jaz ne vem več, dajmo si mičkon hlače dol potegn, da vidimo, kdo kam paše. Mislim, to je too much vsega sranja. Kaj sem hotel reči? Skratka, ne glede na to, ste šli volit ali ne, dali ste podpis, da jim dajete oblast, da bodo oni suvereno delovali dalje. To je ta catch volitev. In zikr si ga priredijo, kakor si jih želijo te rezultate. Kar bi bilo super, če bi mi začeli malo šteti to, kaj ste ljudje zmetali v škatlice. Jaz sem se odpovedal temu volitvenemu procesu, ker če bi res kaj spremenil ta volitveni proces, pa bi bile volitve prepovedane, strogo, kot je prepovedano vse tisto, kar je za nas okej. Ko sem prišel do volitev, Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike, mislim, da ima 6. novembra, dan, ko bo javno predalo, ali so že, skratka, mislim, da 6. novembra je zadnji čas, no, da se razglasijo ukradene volitve, ja? Da Biden niti pod točko razno ni bil predsednik in zaradi tega, ker so oni igrali, da je on predsednik, bom rekel, in mediji, in statisti, in igravci, vsi, ta cela zgodbica gre a veš, to je deception, to je izdaja, to je prevara, ne more biti, Biden bi samo orožje pošiljal frajerju v Ukrajino, temu Narkiču Zelenskemu, ne, ki je toliko ljudi podpiralo Ukrajino in Zelenskega, kot je fejst, ne, a ja, slepota ena oziroma prevara dva. Tudi na Fox TV, Fox News, ja, je že objavil, da je, a veš, predsednik Trump ima govor, piše gor predsednik. In Trump je predsednik že ves ta čas iz pozadine dela. Zaradi tega, da mi ne živimo v stresu z vojsko in tako, so vse vojaške operacije tajne in mi vojska sploh ne vidimo, čeprav smo bili na vlakih kar nekaj teh vozil, ampak takole jih pa ni, ne. Le kje so? Delajo nič bar tam, kjer jim je mesto. Malo boste pozorni na tunele, tudi pri nas so avtoceste kar zaprte, pa tunel, veš, tam vsred tunela imajo pregled ceste in tako, malo boste pozorni, ti tuneli vodijo tudi še kam drugam, kakor samo skozi hrib avtocesta, imajo tam, pa se začne. To so vhodi v tunele, tudi. Ta temačna zgodba je tako delovala iz senc in tunelov pod nami je nebroj. Mislim, da se Notranjska prav nahaja nad tunelom, ki pelje iz Rima v Izrael, v Jeruzalem. Pa še en podatek, Cerkniško jezero pravzaprav zares nikoli ni bilo raziskano. Vse skupaj so bolj domneve, kako voda naj bi kam šla, kje so te odprtine vode in tako naprej. Zna biti, da je tudi v tem sistemu rovov kaj, kar nam bo streslo gate. Tole zdaj malo ugibam, ker si pač upam ugibati, ker ne verjamem nobenu več, ne. Ok, ker je pa dan suverenosti, bi bilo pa super, da bi mi naredili en dan za nas, suverene ljudi, ki imamo hrbtenico.
Imamo stoično držo, recimo dan stoične drže, dan integritete ljudi, recimo, ali pa kaj takega. Dan ljubezni bi recimo lahko bil tisti dan, ko bo dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Pa naj bo tak dan, čist vsak dan je možnost, da se mu predate dnevu ljubezni. Gre za predajo. Ne za predajo z belo zastavico, da se predaš ljubezni. In ljubezen te zagrabi in te pelje kot na leteči preprogi. Iz lastnih izkušenj vem jaz to. Pa ne gre za ljubezen do nekoga, gre za ljubezen mnogo širše. Ona tudi vsak mu zapela, da gre za dobro jutro in za dober dan. Vsak dan znova imamo možnost izkoristiti za naš napredek. In to je delo. Ustaviti se in delati na sebi je največje delo, ki ga sploh lahko opraviš. Ljudje vidijo samo, si kramp vrtel ali ne, kadar pa napreduješ v svoji glavi, takrat si naredil največje delo. Nekje sem bral včeraj, da je v bistvu človek, kadar gre spat, umre in je pravzaprav mrtev do zjutraj, pa se pa spet zbudi in itak nič ne ve, kaj so ne sanje pomenile, kaj vse neko čudno bilo, ampak zdaj smo pa tle, smo pristali. It's an illusion. Iluzija je življenje, ki ga živimo, in realnost je tisto, kar se nam dogaja med sanjami. Ja, prav tako je. Vse na glavo, ker naš se ne more zmisliti nekaj, kar ne obstaja. Iz nič ne gre. To ni domišljija, to ni ta se pa zmišljuje. Zmišljevalo si je zelo laži. Realni dušni svet je pa še kako zelo realen. In jaz sam povem, da tudi Neca Falk je probala vse to razlagati v nekem drugem času, kjer pa nisi smel biti prav glasen, pa prav brihten. Tudi zdaj, recimo, glede na to, kako sem se jaz izpostavil, name padajo kar konkretni pritiski, ne. Me probajo, veste, kar na večjih področjih, ampak nekako ne gre, zaradi tega, ker bi tudi vam rad nekako dopovedal, da kar postavite se, milijonkrat močnejši ste z eno lučko od milijon sveč brez lučke. Ne? Ena lučka premaga vse tamne lučke. Ideja je pa v tem, da tudi zaspane lučke lahko te naše lučke prižigajo. In sveča ne sveti nič bolj ali pa nič manj, če pomaga vžgati drugo svečo. To ni nič novega, v bistvu hočem samo to, da pomagamo drugmu odpreti oči, prepoznati, kdo je kdo, kaj življenje je, in prepoznati vsakmu, da bi človek sam v sebi prepoznal, kdo je, to sem hotel reči. Da bi človek prepoznal svojo moč, svojo širino in da bi začel živeti življenje, izživeti vsak dan, ne da se izživljaš. Zelo se je izživljalo z ljudmi, s svojimi zlemi prijemi, tako kot sem v štartu rekel, že samo grde, močne, težke, obtožujoče besede so dovolj, da človeka pripelješ na obrate oziroma da vplivaš na njegovo življenje trenutno in prihodnje. To so morilci s čistimi rokami. Banda ena, hudičeva, Ampak moramo se mi tega zavedati. Tudi Tinkarca je bila krasna. Tale, ki je zadaj. Tako, dan suverenosti pa dan ljudi s hrbtenico, to smo obdelali. Zdaj, jaz sem vas večkrat pozval, watch the water. Malo pejte pogledati, kako je z vašimi vodotoki in vodostaji. Malo bodite pozorni, kaj preteče iz pipe. Bodite pozorni, kaj se da kupiti v plastenkah na pumpi. Tista voda je kar 6 €, lahko tiste pol litrčka. Če so čisto brisani, nobena stvar ne stane več to, kolikor je dejansko vredna, ampak kolikor je človek pripravljen plačati še. Pozval sem vas, ozrite se v nebo, poglejte, kaj na nebu vidite. Rekel sem vam, dajte opazovati okrog sebe, predvsem naravo, kaj vse da in kaj vse ima. Bodite pozorni na cesti, kakšne barve avtomobilov so ubrisani,
kako avtomobilisti vozijo, na kakšen način idiotski, ne? In zdaj vas pozivam, pejte malo v mesto in poglejte, koliko ljudi je, kako izgledajo, kakšna je hitrost premikanja njihovi. Noč, stari, oni so oni so hodeči zombiji. Mi smo o tem bili obveščeni v filmih, smo bili pripravljeni, nismo razumeli, da bo to res tako. Pa nič ne more, se spomnite v filmih, v teh grozljivkah, ki so zombiji, ki grejo, ki ni zombi, jim zmeri spizdi. Ne, zmeri, zaradi tega, ker so čist totalno prepočasni z mišljenjem v glavi, pa smo zadnjič omenili, da oni imajo poškodovan center za zdravo kmečko pamet ali kekčevo pamet oziroma za logično razmišljanje, za racionalno razmišljanje, za vprašaj se, ali je cepivo dobro. On se vpraša nič ne. On se tudi ne vpraša, če tebe prizadane njegova izjava. On se nič ne vpraša, on kar tera. Tako da jaz mislim, da so ta cepiva resnično varna in učinkovita in delujejo, da mi prepoznamo, kdo postaja, kdo in kdo je kam pasov. Trump nas je opozoril skozi Q-dropse, da ljudem, če jim poveš, ni dovolj. Ljudem moraš pokazati, da verjamejo. Evo, in zdaj smo v fazi, kjer nam je dano videti, kjer nam je pokazano, kako stvari funkcionirajo. A veste, jaz sem že marca 2020 rekel starim, ima tole zdravstveni domovi, pa delavci, ima to oni delajo narobe, ne vejo oni, ne. Ej, po 2 letih pa čez, pa oni preklet vejo, kaj delajo. In oni ne nehajo delati tega genocida. Pa do kdaj pa? Do kdaj? Ja ne vem. Mislim, vem, ko jih bodo pobrali. Vojska, enega pa po enega. Vojska sploh ne rabi biti v oblekah zelenih, a veš. Ona lahko pride tako kot en inšpektor ali pa kot pacient. A veš, pa grejo pa skupaj v vrata, pa dol, pa z rešilcem, pa jih z rešilcem odpeljajo, ne rabi niti vojaški avto biti. Imamo mi vojaške strategije, so čisto nore. V tej vojni, ki se dogaja, vojna vihra, mislim, da že od 2017 konkretno, je tudi ogromno naravnih katastrof, dogodkov je del vojaške strategije, ker nam pomagajo galaktične sile. Evo, pa je Juka najlepši komad. Ne prižigaj luči. Ja, v temi se da kaj potipati. Ne, super je, lepa pesem mi je všeč, zelo močna. No, in zdaj sem vam hotel reči, pejte ven, pa poglejte, kakšni so ljudje in koliko jih je. Kje je tisti vrvež, ki je bil tako zaželjen, joj, pa BTC-čka, pa malo Alejca, pa malo Kinota, pa to. Kje pa so zdaj ti ljudje? Zdravstveni domovi so na 3/4 prazni, sem slišal. Štacune, ko grem, tudi ne srečam neki ful ljudi. Ko grem na kavo, tudi samo oni 3-4 sedijo, načeloma sem še lokalov, kar neki pozaprli. Zadnjič sem bil na obali, mislim, na nedeljo sem jedva najdel en lokal, da sem kavo spil. Mislim, tako no, meni se zdi precej drugačno. Pa nič ne namigujem, mislim, ja, namigujem. Bodite pozorni še vi, opazujte. Svašta. Kako se obnašajo, sem že rekel. Tako. Ja, jaz sem rekel, da narcis v kupu zlata najde črno piko, a ne? Človek pa v narcisu, kljub celi temu, da je v bistvu vede človek cel drek, še vedno najde nekaj lepega, ne? To je ena izmed prispodob. Druga je pa ta, da moramo spoznati, kdo je resnično zlat, pa kdo je pozlačen. Kdo je v bistvu navaden kamen, pa pobarvan s to rumeno barvo, ki deluje kot zlata. Ne? To je naša naloga, da prepoznamo notranjost pod to zlato prevleko noter človeka, da je v bistvu ena gnida, smrdljiva, pokvarjena že ves ta čas, zavestno počel. To je tle, kjer jaz v bistvu sem
Sem pa ponosen, ja, da sem 11. božjo zapoved na gruntu. Ne deli se neumnega. To je prav čist res nujno potrebno. Samo ne vem, a jo dojamete ali ne, ampak Dio mio, oni se delajo neumne. Ma dobro, boste vi neumni, ja, mila Boga. Boste se zmenili tam z vojaškimi tribunali, kako boste tam zdaj neumni. Ja, pa boste pa žrtve. Vsi bodo jokali kot največje žrtve. Ej, žrtve, te prave, so tiho, ja? Žal bile, največkrat otroci so morali biti tiho, zato ker so bili zelo rabljeni, je zelo rabilo njih in se je izživljalo nad otroci od nekdaj. Zdaj so se, konkretno se je zelo spravilo na starejše, da bi zakrili vse spomine, kaj bi se ljudje starejši še marsikaj spomnili, pa bi nam razložili, ampak so jim pokrali spominski center za spomin, se ne spomenijo nič za nazaj. Nič. Vse te demence, to so umetno ustvarjene stvari, da ljudje beremo na internetu novejše, še novejše informacije, stara znanja pa grejo. In na tak način so nam vso zgodovino, ki jo vemo, nam so predstavili eno zgodovino, vendar čist nič od tega ni res. A si vi morate misliti, kakšen deception je to, kakšno je to zabloda, kakšno zavajanje je to. Ker nič ni tako, kot nam govorijo, ampak čist nič, a veš, pa še ta, nič ne vem, ni res, vejo ljudje in tle želim, da ste tudi vi dosti odločni, da jim rečete, ej, stari moj, dosti je tega sranja, vidim, da si mrzel, da si brezčuten in da nikoli ne boš boljši, vija, vaja, ven, ne? Stran, nimaš, takega človeka ti ne moreš popraviti, nemogoče. Če se lahko sam pokesa, pa neha delati dejanja, grda naprej, ne bo pa noben od nas narcisa prepričal, da od jutra naprej ne bo več narcis. No way. In tudi nima smisla. Bolj je prav, da se gradimo, mi imamo na sebi dela mnogo. Jaz sem večji del časa se poglabljam sam v sebe, sam s sabo in mi je dobro. Pa imam še ful za narediti, ker vem, da imam. Pa sem mnogo stvari že dosegel in vas vabim tudi vas, dajte tudi vi pri sebi. Ne rabite meni verjeti, vi morate probati, da boste razumeli, zastopili, občutili. Gre za občutke petega sveta. Dajte si kocine, ne vem, se kocine dvignejo. Kot jaz sem dan. Vse je simpel. Svet je čist simpel. Med iskrenimi. Dokler so pa narcisi, vse povsod, je pa komplikacija. Čist vse, kar zblebečejo in ustvarijo. Bodite pozorni, opazujte jih, pa boste vi to sami nagruntali. Imena. Sem tudi že v štartu mičken namignil, probam tudi zdaj mislim, da je mladina že dala malo ven imena doktorjev, ki so pobirali konkretne koronske dodatke, a ne, ker so bili v nevarnosti, še vedno nevarnosti v bistvu zdaj čedalje večje za njih, a ne, ker virus je zlo in narcizem, ker vojaška operacija je korona, gre za odpiranje koronske čakre, da mi končno postanemo to, kar smo. Ta tretja, zadnja, največja svetovna vojna, psihološka, gre proti koncu in cepivo cepivo deluje in uničuje ego triperje. Učinkovito je cepljenje, je rekel Trump. A ne? Sej, sam je treba pri njemu, je treba mičkam drugače razumeti, kaj govori. Ker idioti narcistični ponavljajo samo ene in iste floskule, razmišljati pa ne znajo. Zaradi tega je tudi Biblijo se da drugače prebrati, kakor je s črkami napisana. Se da vmes marsikaj drugače. Pa se jaz nisem cele prebral, sem tako iz segmentov, vem, da se to mičkam drugače bere. Ker gre pa za eno veliko znanje, ki bi ga bilo treba preštudirati na hard, pa jaz nimam toliko časa,
Niti nimam potrebe, zato ker verjamem sebi in svojim občutkom in tle vse štima. Veš, tako kot Srna ne rabi iti na fakulteto, da bi ona kaj razumela, ona živi vsak dan znova. In nobena žival ne rabi indoktrinacije. Ja, mislim, so indoktrinirali kravo, da mora roditi telička in je pa za most super, telička pa v mesnico, ker je teletina dobra, a ne? In zdrava, a ne? Super, ja. Ubijajmo in smo v bistvu tudi mi kot mesojedci, vsaj jaz tako rečem bil, naročniki umora. Naročiš umor, sicer nisi ti direktno kriv, si pa plačal morilca, ne? Da je to kravico, telička, kakorkoli. Ker veš, če sem naredil video o morilci in umori in sem imel prav, pa mi ga je YouTube zbrisal, pa noč hudega, vse je cool. Umorili so v ljudeh, a veš, kot je en jugoslovanski tak rek, ubili so človeka v njemu. Ja, dušo so frderbali in na počas je zelo najedalo ljudem, več pripadnikov, kot je imelo, to je recimo SDS stranka, je recimo taka tipična, ne, tu SDS-ovci so kar pravi primer tega. Pa mislim, zdaj se upam to kar tako na glas povedati, ker imam lastne izkušnje, a ne. Nimam nobenih trdnih dokazov, s katerimi bi zdaj jaz lahko kaj dokazoval, ampak na svoji lastni koži sem občutil, on pa nima dokaza, da v bistvu tega ni počel, ne. In to vse v luftu se ne da nič dokazovati, se pa da občutiti. No, in to so res psihomorilci, ne, morilci psihe. In so tudi sami psihiči, ker počnejo te stvari, ne. Psihopati brez duše in srca, ker tisti, ki ima dušo in srce, človeku ne želi žalega. A drži? Seveda drži. Seveda imam prav, vse imam zmeraj prav, se izkaže, slej ko prej. Čeprav se pravijo tle po cerknici, da sem narkoman. Tako da veste, no se pravim, česa že? Ja, ti si pa narkoman. No, ja, prav, kaj pa jem? Kaj, se te vidi. Se te vidi, da si narcis, lažnivca, deleč majster. Kaj, no, kaj, jaz nimam nič vse, ti pa, kar se droge tiče, ti pa srca pa duše nimaš, je prav? Ja, že v redu. Ne, sej bo, igrica je dobra v bistvu, igrica je super, meni se dopade, zaradi tega, ker imamo mi neskončno atomsko moč nad njimi. Čeprav so nas ves čas strašili, ustrahovali in degradirali. Ne, meni nekdo, ne bom imena, ne, ker ni potrebe, ampak ni par dni nazaj, lej se kašen si. Super, lase imam, ne? Ne moreš tako. Kaj so tu za neke obtožbe? Ne moreš tako lase imeti. A ne? A ja, kdo pa določa? Obliko las, stari. Ne vem, stari. Če se prebarva to črno, da bo bolj prav. Malo se heca. Ej, ljubezen je tista, ki nas vodi, ljubezen je tista, ki zmaguje. In ta kompleten boj je zaradi tega, da se reši najbolj napadene in najbolj ogrožene. To so bili od nekdaj otroci in nemočni, ljudje ne dovolj integritete. In integriteta jim je bila čim prej v rani mladosti vzeta in pol cel življenje ta človek se ni postavil, vedno bil žrtev, a ne. Mislim, pazi, se vam tako, jaz pošiljam ljubezen vsem, ki se trudite ozdraviti od tistih stvari, o katerih se v tej družbi ni nikoli govorilo. Ja? Govorim o pedofiliji, govorim o spolnem nadlegovanju, bom rekel silovanju in za zaprtimi vrati psihiranju narcisov, ki so zunaj delovali, wow, za zaprtimi vrati pa štala. Želim vam, da ste močni, pogumni, da ste veseli, srečni in navihani, ne? Da greste kljub mokremu vremenu vseeno kaj na zrak. Vse, kako pravijo že gor severnjaki, slabo vreme ne obstaja samo slaba, bom rekel, priprava na vreme, ne? Slabo si se oblekel za vremenske pogoje, ne, si bo 30 stopinj, ne moreš z bundo, a ne, in če pada dež, pol je fajn, če si kaj nepremočljivega oblečen, dokler nisi v fazi, ki bi rad dež občutil, ne, kako te kaplje maserajo. Jaz sem to probal, the best je, ne bom rekel, da prakticiram, ampak je pa dobra fora.
Ekipca, pol urce je za nami, želim vam, da ste dobro, da se imate lepo in da ste kaj novega zvedeli ali pa da je kaj boljš zdaj, kot je bilo prej, ali kaj. Držite se, uživajte, dajte si muziko poslušati, to so zdravila. Ajde, čau, čau!